Pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Damir Črnčec. Ne bom stal, zato ker ne bom zdaj predal. Današnje druženje nadaljujemo v drugi obliki, ki jo imenujemo Akademski forum. Kaj je razlika med akademskim forumom in tem, kar smo počeli prej? Razlika je v tem, da smo se zdaj temu zgodku poleg glavne zvezde današnjega večera, dekana docenta dr. Avlja, ki ste ga že spoznali, priključila še jaz in kolega docent Vojko Strahovnik, ki se ukvarja predvsem s vprašanji etike. Skupaj pa bomo nekako se dotaknili teme, ki se imenuje postmoderni izzivi transnacionalnega prava za demokratično in pravno pravo. Torej, dekan bo predstavil predvsem seveda pravni vidik, kolega Strahovnik etični vidik v kratkem izvajanju 5 minutnem. Vprašanj kolega Avlo oziroma v diskusiji z vami. Sam se bom dotaknil zelo na kratko bom rekel geoekonomskih vprašanj, aktualnih geoekonomskih vprašanj Slovenije. Glede na to, da imamo akademski forum v prihodnje zastavljen tudi skozi vidik geostrateških in geoekonomskih izzivov v mesecu novembru in v mesecu decembru moralni dialog in izzivi globalne etike, bomo danes s kolegom Vojkom se dotaknili na teh dveh stvari. Seveda glavni podarek bomo potem v novembru oziroma v decembru. Naj samo še povem, da akademski forum kot oblika delovanja na fakulteti je prisotno za nami že 4. leto. To je ena taka zelo dobra oblika druženja, ki je seveda predvsem interaktivna, tako da v sklepnem delu lahko računamo tudi na vaše kakšno vprašanje oziroma diskusija, mnenje glede tega, kar bo povedano. Torej, to je oblika, ki jo prakticiramo in na fakulteti. In naj povem seveda, da sam menim, da je to en zelo dober način, ki je v končni fazi v lanskem letu tudi rezultiral z konkretnim monografskim delom, ki je na voljo in se ga da se tudi pridobiti, mislim, da je naslov izzivi moderne države tega dela. Torej, če se takoj vržemo na vsebino, torej, prosim docenta Avlja, da v pol ure predstavi postmoderne izzive transnacionalnega prava za demokratično in pravno državo. Ja, hvala lepa kolega Črnčec, hvala lepa tudi Vojku, ki je prišel in vam, ki ste ostali in seveda tudi drugim doktorskim študentom in tisti, ki ste nas prišli poslušati v tem letošnjem prvem akademskem forumu. Svoje današnje izvajanje umeščam v kontekst svojega siceršnjega postdoktorskega projekta, kjer se ukvarjam z postmodernimi izzivi transnacionalnega prava za Evropsko unijo. Ta postdoktorski projekt je nekako utemeljen na neki intelektualni, raziskovalni radovednosti v smislu spraševanja in povpraševanja o tem, kaj se pravzaprav dogaja v današnjem svetu z vidika prava, z vidika države, z vidika demokracije in z vidika tiste naše vrhovne vrednote, torej pravne države oziroma vladavine prava. Kot smo se pogovarjali in se pogovarjamo na dnevni bazi, ne samo z vami, pa tudi z drugimi kolegi, opažamo, da je pravzaprav dan današnji svet nekako poln patologij. Nekako poln diskrepanc med tistim, kar naj bi bilo, med tistim, kar naj bi bila demokratična in pravna država in tisto, kar v resnici je tu v praksi. Če so morda v Sloveniji te patologije, kot smo si zadnjič nazorno pogledali, še nekoliko bolj izražene, pa niso samo specifična slovenska lastnost, ampak jih lahko zasledimo praktično v celotnem
tistem delu sveta, ki ga sam imenujem zahodni svet. Pri tem se človek potem nekaj vpraša, ali te patologije na te plitvi družbeni, ekonomski, pravni ravni pravzaprav nimajo nekega globlega izvora. Morda nekega tudi filozofskega izvora v smislu premika od modernega načina razmišljanja in pojmovanja sveta k nekemu drugačnemu, kasnejšemu, kronološko kasnejšemu, lahko pa tudi vsebinsko drugačnemu postmodernemu razmišljanju in udejanjenju tega sveta. To je zdaj osnovna premisa, na kateri temelji moje današnje razmišljanje in tudi siceršnji raziskovalni projekt, torej na vprašanju, ali imamo danes opraviti z nekim filozofskim, mišljenjskim premikom stran od modernega k postmodernemu in kaj ne bi pravzaprav to pomenilo in kakšne konsekvence bi to lahko imelo ali pa jih že ima. To je zdaj nek abstraktni vidik. Ampak karkoli se v abstraktnem, mišljenjskem, teoretičnem, filozofskem smislu že dogaja, vse to ima ponavadi neke impulze v dejanskem svetu. Tisti, ki se ukvarjajo z vprašanjem postmoderne ali pa pozne moderne, trdijo, da so vsi ti premiki v filozofskem, svetovno-nazorskem naziranju pač posledica konkretnih korenitih družbenih sprememb. Nekateri bolj marksistični mislici pravijo, da gre pač za neka konkretna razvojna obdobja kapitalizma, ki ga pač želimo. No, in zato jaz v tem svojem raziskovalnem projektu in tudi danes, sicer ne bom gledal tako na široko, na celokupni družbeni ustroj, ampak si bomo pogledali, kaj se v zadnjih letih, morda že od konca 70-ih ali pa začetka 80-ih let prejšnjega stoletja, ko se prvič govori o postmoderni, ne samo zdaj v artističnem smislu, umetniškem smislu, ampak tudi v postmoderni na polju družboslovnega in družbenega, kaj se je od tedaj pravzaprav spremenilo? Kaj se je tedaj pravzaprav spremenilo zlasti v smislu demokracije in pravne države? V okviru predmeta demokratična in pravna država smo se naučili, kaj demokracija je in kaj je vladavina prava. In ko smo se pogovarjali o demokraciji in pravni državi, smo se pogovarjali iz konteksta države. Domnevali smo, da se demokracija je razvila in obstaja v državi. Domnevali smo, ko smo se pogovarjali o vladavini prava, da je to pojem, ki se je razvil in obstaja v državi. In vse tiste specifične lastnosti in značilnosti, ki smo jih vezali na ta dva pojma, so bile vezane na državo. Rekli smo, da je demokracija nekaj, kar izhaja iz enakega človekova dostojanstva in kjer se potem kot neprekinjena legitimacijska vez odvija od vsakega posameznika do ljudstva, ki je tisti, ki prek svojih izvoljenih predstavnikov odloča o samem sebi. Rekli smo, da je bistvo demokracije v tem, da varuje človekovo dostojanstvo, enako človekovo dostojanstvo, da izhaja iz enake svobode posameznika in da je to takšen politični sistem, kjer imajo posamezniki občutek, da so torej prepričani, da so sami svoji zakonodajalci, da odločajo sami o sebi in so zato v političnem smislu svobodni. Torej, zato smo rekli, imamo slovensko ljudstvo, imamo italijansko ljudstvo, iz njega izvira vsa oblast in se van vrača. To je bila demokracija. Pravna država, smo pa rekli, da je to nek koncept, ki eksistira na formalnih karakteristikah prava, da mora biti pravo urejeno, hierarhično, predvidljivo, da mora veljati za naprej, da ne sme veljati za nazaj, da je določno in tako dalje. Rekli smo, da ta forma ne zadošča, ampak da rabimo za pravno državo tudi formo, ki je napolnjena vsebino, z človekovimi pravicami, za katera tradicionalno in v najboljšem modernističnem smislu trdimo, da so enake povsod, da so univerzalne. Govorimo o enakih človekovih pravicah, univerzalnih človekovih pravicah, ki jih mora potem vsaka država in vse entitete varovati. In nazadnje smo rekli, za pravno državo še velja, da mora obstajati tudi v sociološkem smislu, v smislu tega, da
ne da samo pravna pravila obstajajo, ne da so človekove pravice na papirju, ampak da mora obstajati organiziran način, tudi monopol v smislu fizične prisile, da se te človekove pravice, ti vsebinski in formalni standardi v praksi dejansko izvajajo. To je zdaj ta klasična zgodba. Torej ljudstva v državah, ki so sami sebi svoji zakonodajalci in ki jih ščitijo pred to isto državo človekove pravice, ki so enake in univerzalne. To je naš svet. To je svet, kjer eksistirajo države, vsaka na svojem teritoriju izvaja svojo oblast in je na nek način impenetrabilna. Nič drugega ne vpliva na njeno delovanje. In to, kar sem zdaj povedal, to zgodbo o državi, zgodbo o demokraciji, zgodbo o pravni državi, zgodbo o univerzalnih človekovih pravicah, bi kritiki, ki prihajajo z področja postmoderne, označili za metanarativ. Bi rekli, to je pač zgodba, ki jo vi kot modernisti si pripovedujete že od razsvetljenstva dalje, vanjo verjamete, jo živite zato, da imate nek red, neko ogrodje, nek smisel kot človeška bitja, kot neka ljudstva. To je torej modernistični ideal. Ampak postmodernisti pravijo, vse to, demokracija, pravna država, država kot taka, ljudstva, vaše samorazumevanje, vse to je v resnici partikularno. Vse to je družbeno in zgodovinsko pogojeno. Je družbeno ustvarjeno. Nič samo po sebi ni objektivnega na tem. Vse to ste sami ustvarili, se prepričali v to in preprečujete tudi druge izven zahodnega dela sveta, izven Okcidenta, da je to pravzaprav objektivno resnično in da je res. Čeprav pravi postmoderna, to ne drži. Zgodba moderne, da je na prvem mestu posameznik, da je na prvem mestu človekovo dostojanstvo, njegove človekove pravice, da je na prvem mestu in da gonilo vsega razum, ki je univerzalen in je zato tudi naš ustroj univerzalen. Da ta univerzalnost z vidika moderne temelji na nekem redu, na nekih preglednosti, na nekih gotovosti, ki jo vceplja v posameznika. Da moderna pojmuje posameznika kot nekoga, ki je sposoben svet spreminjati po svoji podobi. In da moderna verjame v človeka, ki je pravzaprav sposoben napredka, upanja v napredek. Da moderna verjame torej v svet, ki se bo pravzaprav le še spreminjal in izboljševal. Vse to postmoderna pravi, da je narativ, da je zgodba. Da je zgodba, ki jo pač pripoveduje. In ne samo zgodba, da je to v pravnem smislu pravzaprav zgodba, ki smo mi tudi konstitucionalizirali. Zapisali v ustavo in jo nekako z državno sankcijo poskušali tudi osificirati in narediti za resnico. Ampak moderna pravi, vse to je zgodba. In obstajajo tudi druge zgodbe, ki so lahko z njo v konfliktu. In postmoderna, ki lahko pomeni več stvari. Vsi ste že slišali za postmoderno umetnost. Kakšna je? Ponavadi konfuzna, fragmentirana, težko razumljiva. Takšna je tudi postmoderna globalna smisla. Torej, postmoderna lahko predstavlja neko postmoderno obdobje, za katerega nekateri pravijo, da se je začelo v poznih 70-ih letih prejšnjega stoletja. Postmoderna so lahko produkti, ki jih ta čas proizvaja, prej omenjene slike, prej omenjena razmišljanja, digitalizacija, izrazita medijizacija ljudi. Te šovi, vsakodnevni, ki jih gledamo, resničnosti šovi, nekateri pravijo, da so tipičen prototip postmodernega človeka, ki v teh šovih vidi sam sebe, nekaj morda svoje izgubljene ideale, ali pa, tiste, ki vas to zanima, ta naval k biohrani, k organskemu v prehrani, v času, ko je v bistvu modernizem in globalizacija in masovna produkcija vse to razumejo pač kot nek postmoderni refleks. Ampak tisto, kar v bistvu, v čemer je pa postmoderna najbolj pomembna, je pa v njenem metodološkem, lahko, če želite, tudi v filozofskem nazivu. Postmoderna je tista, ki sprašuje zakaj. Postmoderna dekonstruira. Sprašuje se, zakaj smo prišli sem, kjer smo.
Katere so bile tiste silnice in smernice, ki so nas vsem pripeljali? Postmoderne ne zanima samo, kaj je to, kar je, ampak kako smo vse to zgradili v genealoškem, strukturalnem smislu. In postmoderna kot taka ves čas zasipa dvom v človeka. Nič ni več objektivno, nič več ni samo po sebi res. Pravzaprav tudi ni več, zakaj pa ni več nič objektivno, nič več samo po sebi res? Zato, ker tudi ni več tega, pri čemer so modernisti ustrajali, ene same avtoritete, ki bi namesto vas povedala, kaj je v danem primeru prav ali dobro. Globalizacija, svet kot tak, se je v smislu avtoritet razpršil. Avtoritet, razpršene ekonomske moči je danes po svetu ogromno. In imate vire izjavljanja, teženja k temu, kaj je prav, kaj je dobro, iz najrazličnejših koncev. Ni samo država tista, ki vas uči, kaj je prav ali pa kaj je narobe, znotraj države so še najrazličnejši akteri in onkraj države in v tem virtualnem svetu so še najrazličnejši akteri, ki ustvarjajo svoje teze o tem, kaj je prav in kaj je narobe. In to je svet. Svet postmoderne je tisti svet, v katerem metanarativi razpadejo. Se postavijo pod vprašaj, zgubi se gotovost in zgubi se prepričanje o tem, kar smo morda nekoč bili prepričani, da vemo. Samo znanje se postavi pod vprašaj. In niso zato malo številni tisti, ki pravijo, da je postmodernistični svet svet relativizma, svet nihilizma, svet, v katerem so vrednote različne, mi lahko prosto izbiramo v njih, lahko pristavimo neke vrednote, drugič spet ne. Ampak to ne drži. Postmoderna je ni mogoče enačiti z relativizmom, je ni mogoče enačiti z nihilizmom. Postmoderna v tem metodološkem, filozofskem smislu zgolj razkriva tisto dejstvo, ki ga je svet, tisto dejstvo, ki ga je moderna zakrila. To pa je, da je svet poln razlik. Da je svet v svojem fundamentu poln razlik. Da je pravilo tega sveta nered in nered in da vsi ti različni neredni, partikularni konci pač v smislu nekega svojega prava, v smislu nekega svojega temelja, v smislu nekega svoje fundacije stremijo k svoji samoresničitvi. In seveda, če je svet tak, da je zdaj partikularen, da je fragmentiran, res, da ni več nobene gotovosti, ni več ene same avtoritete, na katero bi se lahko zanesel, ampak je posameznik sam. Takšen posameznik, ki mora med temi avtoritetami v skladu s svojim znanjem, v skladu s svojim prepričanjem na najbolj pravilen način, kot se njemu zdi prav, izbira. Zato je postmoderna lahko na nek način v čustvenem smislu premik od nekega optimizma, vere v napredek, ki ga goji moderna, je lahko premik zdrs v pesimizem. In tudi današnja kriza, ki jo živimo, je morda v širšem epistemološkem, pa čisto konkretnem smislu, odraz tudi prav tega. Odraz tega, da se je razkrojila ena sama avtoriteta, eno samo vedenje, eno samo znanje, en sam prav in da je zdaj človek, da se od človeka zahteva mnogo več samoiniciative, mnogo več iskanja samega sebe in pravilnih odgovorov. To je zdaj ta premik iz moderne v postmoderno, torej iz enega nek način univerzalnega monolita na področju vedenja in ustvarjanja v ta fragmentiranost, v to pluralnost, v to skepso o vsem, kar obstaja. Kako se zdaj ta specifična filozofska postmodernistična plat zrcali na področju danes zrcali na področju prava in kako to zrcaljenje na področju prava v smislu konkretnih učinkov, v smislu konkretnih pojavov vpliva na tisto, kar smo se mi naučili o demokratičnem pravu. Poglejte, danes, leta 2013, je že popolnoma jasno, da država ni več samo vase zaprt kontejner, v katerem nastaja pravo. Danes je že popolnoma jasno, da pravo ne nastaja samo v državi. Pravo lahko govorimo, bolj jasen,
o tako imenovanem transnacionalnem pravu. O transnacionalnem pravu, ki nastaja onkraj države in ki ga kreirajo ne samo državni in javni subjekti, torej subjekti z javnimi pooblastili, katerih moč slednjič temelji na neki javni prisili, ampak ki ga kreirajo povsem zasebni akteri, katerih moč temelji na njihovih ekonomskih temeljih ali pa na specifičnem funkcionalnem stanju. Tako danes v teoriji zasledite modele transnacionalnega prava, ki poudarjajo, da imamo onkraj države mednarodno pravo, da imamo onkraj države supranacionalno pravo Evropske unije, da imamo onkraj države globalno administrativno pravo in da imamo onkraj države tudi tako imenovano globalno mednarodno pravo. To pravo, ta prava onkraj države kreirajo, kot sem dejal, nedržavni akteri. Kreirajo jih, če se osredotočimo na Evropsko unijo, institucije Evropske unije, kjer danes že večinoma odločajo s kvalificirano večino. To pomeni, da znotraj Evropske unije, to boste še spoznavali, specifična država lahko preglasovana, zanjo nastanejo neka pravna pravila, o katerih njen demos tiste specifične države, ni bil nič vprašan. Tista pravila so sprejeta v Bruslju in potujejo na nacionalni teritorij, imajo neposredni učinek, imajo prednost pred uporabi pred nacionalnimi predpisi. Na slovenski demos na tisto pravilo ni več vplival, ker je bil preglasovan na Evropske unije. Ampak Evropska unija je supranacionalno pravo, bi potem rekli, še ni takšen problem. Ne nazadnje, sami smo pristali na Evropsko unijo, sklenili smo mednarodno pogodbo, na osnovi katere smo pristopili in tako naprej. Kaj pa zdaj drugi primer? Prej sem omenil globalno administrativno pravo. Tukaj imamo cel kup regulatornih agencij, od antidopinških agencij, od agencij, ki urejajo delovanje interneta, od agencij, ki urejajo delovanje bank, ki postavljajo bančne standarde, od agencij, ki se ukvarjajo z na tisoče tehničnimi standardi, od katerih so vsak dan odvisna vaša življenja. Tehnični varnostni standardi naprav, ki imate že vse, pa avtomobilske industrije. Od agencij, ki ustvarjajo pravila, kako se gozduje in pogozduje gozdove. Vse te agencije delujejo v neki sferi onkraj države, brez neposrednega državnega legitimacijskega inputa. Ustvarjajo, zasedajo jih strokovnjaki s specifičnim znanjem, proizvajajo pravila, ki potem neposredno potujejo spet nazaj na nacionalna ozemlja in zadevajo življenje nas vsakega posameznika. Ne da bi mi v demokratičnem smislu lahko na nastanek teh pravil kakorkoli vplivali. Še več, ta pravila so včasih zelo radikalna in še bolj groba kot pravila in še lahko morda še bolj nasilna kot pravila države. Recimo antidopinška agencija, ki deluje v Švici, v okviru antidopinških pravil športnik pristane na to, da je lahko 24 ur na dan nepričakovano kontroliran z osebnim pregledom strani antidopinških agentov. To je nekaj, kar vas tudi država ne more presediti. In če vi v tej antidopinškem primeru izgubite, se ne morete pritožiti, ali pa zelo izjemoma se lahko pritožite na sodišča vaše države, ampak morate postopek voditi znotraj tega antidopinškega ustroja na tem supranacionalnem globalnem. Ena dimenzija. Naslednja dimenzija v okviru tega globalnega administrativnega prava, kot primera supranacionalnega prava, so potem še nam vsem zdaj že dobro znane rating agencije. Rating agencije, ki sedijo v New Yorku, v ZDA, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, ki so zasebne družbe. Zasebne kapitalske družbe, ki ocenjujejo, kako neka država upravlja svoje gospodarstvo, upravlja svojo politiko in v kolikšni meri je za to kreditno sposobna, da je bodo denar posodili drugi finančni akteri, tako imenovani trgi na globalnem nivoju. Taka rating agencija z nižanjem ratinga lahko radikalno vpliva na vaše vsakodnevno življenje. Radikalno vpliva na to, po
kakšni ceni se bo ta ali ona država zadolžila in po kakšni ceni, če sploh, boste vi kot davkoplačevalci še lahko vzdrževali javni sektor, socialno državo in tako naprej. Ampak taka regulatorna agencija ni od nikoder demokratično legitimirana. Niti ni, čeprav včasih Slovenci o tem razmišljamo, niti ni ne vem kakšnega sodnega organa, pred katerim bomo zdaj tožili rating agencijo, ker ne se narobe ocenili. Torej, je akter, ki na transnacionalni ravni ustvarja pravo, ki ima konkretne učinke potem v državah, na vaše vsakodnevna življenja, pa vendar vi nanje ne morete vplivati. Ne morete vplivati in niti nimate pravnih mehanizmov, da bi nanje lahko. Potem je še en ogromen spektr tako imenovanega globalne lex mercatorije, torej globalnega prava, ki ga ustvarjajo svetovne korporacije. Velike, ogromne gospodarske družbe, katerih prihodek je večji kot BDP marsikatere države na svetu. Te korporacije ustvarjajo svoje pravo, ki potem v bistvu zavezuje tudi vsako od tistih držav, ki si želi, da bi te korporacije delovale na njenem ozemlju. In pogosto so te korporacije v državah tretjega sveta kot neke vrste država v državi. Imajo praktično svojo vojsko, imajo praktično svoje varnostne sile, vzpostavijo neko svojo funkcionalno stanje na ozemlju države. Onkraj pravil tiste država je še vesela, da to korporacija spusti na svoje ozemlje, zato da ima od njeni neke ekonomske koristi. Ampak ta temeljna legitimacijska slika, demokracija, kjer smo sami svoji zakonodajalci v smislu globalnega, korporacijskega, v smislu globalnega lex mercatorija odpravljena. In slednjič, s tem kot primerom, bom potem počasno zaključil, obstaja tudi globalno mednarodno pravo, ki pooblašča, sam se pravzaprav oblastil, Varnostni svet Združenih narodov, da s konkretnimi ciljnimi sankcijami lahko zamrznejo premoženje posameznikom, ki so osumljeni terorizma. Brez kakršnega koli sodnega postopka, za več let na administrativen način vam lahko zamrznejo vse vaše premoženje, prepovejo svobodo gibanja in tako naprej. Z New Yorka, iz Varnostnega sveta, z posebnega sankcijskega odbora. Vi sploh ne veste, da ste bili uvrščeni na kakšno sankcijsko listo, države članice morajo pa take sankcijske liste realizirati in vam zamrzniti vse vaše premoženje. Brez možnosti zagovora, brez možnosti sodnega varstva, ker tega pač po mednarodnem pravu sploh. Skratka, če sem prej govoril na tisti filozofski ravni o tem, da je nekako moderna v smislu gotovosti, varnosti, predvidljivosti, enega samega izvira regulacije, ne same avtoritete, na katero se je posameznik lahko zanesel. Če sem govoril, da je taka moderna v filozofskem smislu se nekako razkrojila v postmoderni ustroj, vidimo, da je isti fenomen se pravzaprav pojavlja tudi na področju prava, na področju demokratične in pravne države. Vidimo, da država ni več edini regulator, vi pa kot posamezniki, kot ljudstvo, lahko vplivate le na to državo. Pa še na to, kot veste, bolj slabo. In zdaj, kaj v resnici še ostane od demokracije? Kaj ostane od vaše self-legislation? In kaj ostane od pravne države? Kaj ostane gospodu Kadiju, to je tisti človek, ki bo za 10 let, katerega premoženje je bilo zamrzneno, če imamo na deklarativni ravni razglašene univerzalne človekove pravice, on pa v Evropski uniji 10 let ni prišel do svojega premoženja, ne samo, da ni prišel do svojega premoženja, niti mu ni bilo dano jasno vedeti, zakaj mu gospod zamrzneno. Torej, vse to, ta tradicionalen, modernistični pravni stroj, moderno razumevanje demokracije in pravne države, nov razvoj dogodkov, razpršitev ekonomske moči, kreiranje novih sfer odločanja, kreiranje funkcionalnih centrov moči, kreiranje funkcionalne suverenosti, če hočete, postavlja svet na nove temelje. Na nove temelje, ki so mnogo manj gotovi, kjer postaja če dalje bolj jasno,
da odločanje v sami državi ni več samozadostno. In da tisto, kar počnemo v državi kot taki, v marsičem uspeh ali neuspeh tega je odvisen od tistih, ki so zunaj in nekateri nijemo nobenega vpliva. In če zdaj zaključim nekako z aplikacijo vse skupaj na zatečeno slovensko stanje, kot veste, tudi siceršnjega izvajanja pri predmetu demokratična pravna država, Slovenija v marsičem še predmoderna družba. Predmoderna v smislu, da nismo razvili niti liberalizma, da nismo niti diskurza in zgodbe konstitucionalizma še realizirali. Hkrati pa ta predmoderna družba, še posebej v ekonomskem smislu, dan danes je že raztegena, raztrgana v postmoderni globalni svet. In kako se bo zdaj taka družba, ki pravzaprav šele na svojem teritoriju dan danes z veliko zamudo vzpostavlja moderni, pravni, demokratični, ekonomski ustroj, kako se bo ta družba sploh na ravni najvišjih institucionalnih kriterijev nima zavedanja o postmodernih spremembah sveta, kako se bo taka družba lahko produktivno in zlasti proaktivno odzvala na te izzive. Tako da, najbolj se vam je zdelo, da sem v večji meri pretežno se zadržal na te abstraktni, filozofski ravni, ampak tisto, kar vam želim na koncu položiti na srce, je dejstvo, je spoznanje, da se svet okoli nas je spremenil, da je verjetno postal postmodern, da pa v naši specifični družbi smo še vedno zazrti, ukopani v predmodern način razmišljanja, naziranja sveta in da komaj ustvarjamo nastavke moderne. In ti nastavki moderni so že, ko bomo nastavili, bo verjetno za nas, bodo že zastavili. In vprašanje, ki se postavlja v kontekstu izzivov slovenske države je, kaj in kako temu pristopati, za vas pa ostaja kritičen razmislek o tej tematiki. Tako, to je bilo z moje strani, ki sem ravno ostal v govoritih časovnih, kot sem jih postavil, vse. Bom pa še kaj povedal, če mi boste vprašali, pa kaj razložil, pa pojasnil, če bo kakšno vprašanje. Hvala, Mateju, za to zelo poglobljeno teoretično predstavitev, da predlagam, da ga skupaj pokličemo, da se spusti na realen svet. To je realen svet. Dobrodošel nazaj. Pa bo vprašanje iz realnega sveta, jaz sem bolj realni človek. Pa mi dovolite prvo en kratek komentar, potem pa konkretno vprašanje, potem pa seveda ste vabljeni tudi vi k tej debati. Če bi to zadevo reflektiral skozi Tofflerjeve 3 valove civilizacije. Kdo slišal za Tofflerja, znana ameriška sociologa, mož in žena, ki govorita o 3 valovih civilizacijskih, pa čisto poenostavim, torej predindustrijska družba in informacijska družba. Mi smo zdaj ta informacijska družba in ta informacijska družba se lahko v bistvu tudi enači za tem postmodernizmom. Ne vem, kako to se prepleta, ne tako reči temu. In jaz dosti krat uporabljam primer recimo Afganistana kot države, ker imamo vse te 3 valove. Slovenija seveda nima vse te 3 valove, definitivno pa ima vsaj 2. Torej imamo to informacijsko družbo na eni strani, na drugi strani pa industrijsko družbo, še vedno veliko male delavnice, ta način delovanja. Če pogledamo skozi zgodovino, je bilo to mišljeno tam, da je srednji vek, potem imamo industrializacija 18. stoletje do 20. stoletje in 20. stoletje potem gremo proti industrijski družbi. Postmodernizem je pa tudi nekako koncept, ki je nastal po drugi svetovni vojni. Ne? In zdaj ga živimo tako ali drugače. In v bistvu moje vprašanje tudi glede tega, kar je seveda bilo povedanega in to, kar je povedal Matej, nekako jaz razdelil tudi v 2 dela. Nekateri elementi, ki jih je on naštel, so zame tudi elementi, ki jih poznamo iz preteklosti. Ne? Recimo, te korporacije so zgodovino poznamo zahodno-indijsko družbo, smo slišali, da je bilo to. Kolonizator, popolnoma enaka načela. Ne? Svoje pravo, svoja vojska, v bistvu celo nadnacionalna inštitucija, dobili so recimo patent od suverena kralja takratnega,
ki je imel božansko oblast in oni so potem harali na nekem področju, ne, ali bo to Indija ali karkoli. Skratka, tukaj je v bistvu kar velika paralela s temi modernimi korporacijami. Ne. Mogoče so celo tiste imele še večjo moč takrat, ko so imeli večjo legitimizacijo, bi rekel, spravnega vidika. To je en vidik. Drugi vidik, mogoče bi spuščen k nama, ne, pa je zelo preprost in to je nekako bolj vprašanje, bi jaz rekel, kaj to pomeni potem za eno državo, ne, za državo kot je Slovenija, ne, torej to preoblikovanje, ti trendi, ki si jih tako detaljno opisal, kaj pomeni za to, za Slovenijo čez 20 let, čez 30 let. Na eni strani, in seveda, kaj pomeni za našega državljana, ne? To, kaj pomeni to za nas. Ker na drugi strani, seveda, če gledamo poročila, pa je nekdo na tiralici, recimo, kot iskal na Milaš v ZDA, zdaj, to res, da ne, pustimo to, ne? Mi vemo, da imamo predpise v tej državi, ki onemogočajo izročanje našega državljana izven Evropske unije. Hočem reči, ne, torej država vseeno potem neke stvari, te bazične, ne, še vedno zagotavlja na visoki ravni lastnih državljanov. Ne. Tako da v bistvu imamo tukaj konflikt ali pa spopad teh zadev. Na eni strani ne bomo uporabil komunističnega koncepta umirane države, ne, kot je bil pri Marxu in Engelsu, ampak seveda država, ki je del nekih supranacionalnih organizacij, se odreka te suverenosti, posebnosti mi gremo zdaj vsak dan spremljati po tej poti naprej, ne, s temi finančnimi zadevami, ki so okrog nas, vizavi Evropske unije, s tem, da smo mi to zelo jasno napisali, si je ustavo, ne, da bomo dali dobrš del svoje suverenosti kot država neki nad stavbi, seveda pa s tem ne pomeni, da smo pa zdaj mi dosti bolj demokratični, ne, se bojim, da je ravno nasprotno seveda, ne. Torej, to, kot je tudi bilo povedano, ne, glas posameznika v taki zgodbi je seveda šibkejši, kot je v tej drugi zadevi. K temu bi pa še nekaj povedal, to pa želim tako, da tudi mogoče za razmisleka, ne, o vsem tem času, ne, smo pa mi kot posamezniki dosti bolj empowered, je angleška beseda, ne, torej imamo dosti večjo moč kot kadarkoli v zgodovini, če izhajamo, da so informacije moča. Ne? Informacije so moč, to je dejstvo. Ne? Torej, mi kot posamezniki, vsi skupaj, mi kot uporabniki sodobne informacijske tehnologije, torej interneta na tablici ali pa na pametnem telefonu, ne? Se priklopimo na internet in hkrati vsi, koliko nas je 5 milijard uporabnikov interneta na zemlji, ne? Lahko spremljamo isto informacijo, dobimo iz zadetek v Google. Torej imamo več informacij kot kadarkoli v zgodovini in to je definitivno postmoderna zgodba. Na drugi strani seveda pa zaznavamo erozijo v tem demokratičnem procesu in kako vidiš skozi to prizmo, ne, ta konflikt, na eni strani več vsega, imamo težave z sposobnosti vsega tega obdelovati. Na drugi strani pa mogoče ravno ta ogromna količina, ne? Če smo prej govorili, da ko imamo premalo informacij, dejansko je to predmet manipulacije, ne? To je tudi staro načelo zgodovinsko arkana imperij, torej, da se zapirajo informacije, odločitve sprejemajo evropske in tako dalje. Danes je to sprejema na predvsem nami na internetu, lahko gledamo vsi hkrati, ampak ta naš vpliv, ne, pa ni nič zaradi tega večji, ne. Torej, mi smo obveščeni, vemo, hkrati pa je moč vplivati. Ja, hvala za te točnice. Veliko stvari si izpostavil. Mogoče, da vse te fazi še ne bom mogel odgovoriti, mogoče še potem v nadaljevanju se česa dotaknil. Ampak tisto, kar bi želel izpostaviti, je, da trend postmoderne nikakor ni, ali pa ni nujno negativno vrednostno nastrojen proti državi. Treba je ločiti od te marksistične želje po odmeranju države, ker je bil takrat tedanji normativni ali pa če hoče tudi politični kapital, politični program. O odmeranju danes ne govorimo, v postmodernem smislu ne govorimo o odmeranju države.
Država je, da ne bo pomote, še vedno najpomembnejši lokus, torej kraj, prostor za marsikaj. Je za vašo lastno socializacijo, za vaš ekonomski well-being. Država je še vedno, kakorkoli obrnete, najpomembnejši akter v globalnem, mednarodnem smislu. Država je tista, ki vam daje ta mentalni ustroj, prizmo, skozi katero gledate na svet. Ampak dejstvo pa je, da država ni več edini akter. In da se tudi v zgodovini, kot je že povedal Damir, ni nujno bila. Ampak skozi čas je uspel ta deklaratorni monopol vendarle vzpostaviti in posebej ta monopol je bil močan na področju prava. In zdaj, če država ni več edini lokus, in pomeni, da so še drugi tekmujoče z njo silnice in akteri, to pomeni, da vam država kot takim ne mora več nuditi absolutnega varnega zavedanja. Ali pa še drugače, konec je z vidika posameznika s tem odnosom paternalizma, da bo za nas že nekaj naredila država kot vsemogočni akter. Država ni dejansko danes ni več vsemogočni akter. Razprlo se je, vidi se, da je cel kup drugih avtoritet, ki vam ponujajo različne alternative in različne odgovore na podobno vprašanje. In če država ni več vsemogočni akter, potem ni več mogoče se venomen in znova zanašati državo in razvijati to ideologijo paternalizma, da bo za nas nekaj naredila on. In to jaz mislim, da je ključno spoznanje, do katerega mi moramo danes priti in bo to tudi ključna agenda v Sloveniji nadaljnjih 10 in 20 let. Kako pravzaprav vzgojiti posameznike, ki bodo zmožni te samolastne odgovornosti, ki bodo zmožni ves ta nabor informacij, s katerim smo zdaj bombardirani, ves ta empowerment, se pravi to ojačanje, ki ti zdaj nove možnosti dajo, kako bo posameznik zmožen te prvine, te pridobitve pravzaprav uporabiti in z njimi v svetu funkcionirati. Mi, kjer smo mi predmoderni, smo pa še vedno predmoderni v tem smislu, da se zlasti v slovenskem nacionalnem karakterju vsele zanašamo in pademo nazaj na neke avtoritete. Takšne, drugačne, psevdo ali ne psevdo, ampak vsele, ko smo se tudi pogovarjali in ste na nekaj časa to razkrilo, vsele imamo neko percepcijo večjega zaupanja nekomu, ki je onkraj nas, ki je država, ki domnevno vse mogoče, ne pa sami sebi. In ta postmoderna, ko rasuje to tezo, ki te rasujejo pa zato, ker se je sociologija, ker se je ekonomija, ker so se dejansko, ker smo šli čez 3 razvojne faze civilizacije, nalaga posamezniku prav to, da sprejme svojo odgovornost in da pove, da nastopi, da se povezuje in da sam kreira to realnost okoli sebe. Tako da, če nekako strnem, država ne odmera, je še vedno zelo pomemben lokus, ampak država smo mi, smo posamezniki in je odvisna od tega, kako jo bomo svojimi prvinami, svojimi prepričanji in svojo odgovornostjo upravljali. Od najmanjše socializacijske točke družine do širših družbenih okvirjev, v katerih se gibimo. Je pa res, da bo to onkraj zavetja, varnega zavetja države vsaj dan teži. Hvala. Vodko bi še mogoče kakšen stavek z vidika etike in morale v tem kontekstu. Ali obstaja nekaj, kar je postmoderna etika, oziroma kako se etika prilagaja tem izzivom časa, ki je okrog nas? Kakor jaz vidim pa razumem stvar, imamo pravzaprav na področju etike nek zamik. Po eni strani se etika poskuša prilagoditi spremenjenim okoliščinam v svetu in v tem smislu govorimo o tako imenovanem vzniku globalne etike.
pristopi so različni. Svetovni etos, Hans King, globalna etika človekovih pravic, etika zmožnosti, Martin Seligman, pravo med ljudmi, John Rawls, Singer etika nekega univerzalnega razširjujočega se razuma, ko sam po sebi poenoten razreši vse probleme. Se pravi, po eni strani imamo težnjo po globalni etiki, pozval sem kozmopolitizem, recimo Paja in drugi. Se imamo težnjo po nečemu, kar bi rekli globalna etika, ki znotraj sebe vključuje predpostavko univerzalizma. Gre za človekove pravice, človekove ustvarjalnosti, temeljne potrebe. Se pravi, v neki obliki te za univerzalizma. In to je razvoj, recimo, zadnjih 40-30 let. Po drugi strani imamo pa to postmoderno, ki je, tako kot je Matej zelo lepo pisal, saj jaz sem tako občutek svojega opisa, ki je pravzaprav neka osnova, neka vrsta skepticizma. Po drugi strani imamo pa postmoderno, ki ravno to tezo univerzalizma spodbija, pa jo napada, pa jo izmika. Ali pa reče, jo moramo drugače razumeti, kako se vi želite razumeti. Se pravi, kje vzpostavi ta univerzalizem, na kakšnih temeljnih, potem imamo pa spet zelo različne odgovore tukaj. Nekateri poskušajo ustrajati na okopih. Reče, etika je pa nekaj, kar ne moramo popustiti, na univerzalno človekovo naravo, bo dostojanstvo in ni nobene debate. Strinjaš, ali pa boš dobil po glavi. Potem imamo neke umestne pristope, ki poskušajo preko pojma, bi rekel, konsenza, dialoga, komunikacije, recimo kot so Habermas in podobni, vzpostaviti neke vrste dialoško etiko, iz katere bo potem univerzalizem izraščal. Zelo preprosto povedano. Res, da ni nobenih odzunaj postavljenih temeljev, ampak dajmo se pogledati, v čem se strinjamo. Zelo res preprosto povedano. Tisto prekrivajoče se strinjanje bomo vzeli kot univerzalno sistemo. Koliko je to realen projekt, ne? Drugi bežijo pa v radikalen skepticizem, radikalen partikularizem, govore o celih kupih teh tudi, rekel, globalnih in lokalnih epistemologij. Nekaj časa nisem te razprave sledil, pa nedavno, ne vem, se poziv na CRS-u. Spomni sem vel, kaj en kolega govori, ko sem malo samo potil napadal, če vaš nekaj stanovi, kaj nisem povedal. Ampak dejansko je tudi nek okvir, v katerem razpravljamo zelo razpad. Tako da, koliko lahko tega upanja položimo v globalno etiko, ki pravzaprav še nastaja, ne? Preko da je še nek izrast neke moderne, če tako rečemo, današnje razprave. Pa koliko je v bistvu to že naprej propadel projekt, je seveda vprašanje. Druga, to, kar tudi izpostavil, pa tudi na področju etike, neka ključna nova vprašanja, sta predvsem dve vprašanji. Prvi je, kdo se tiče, tako rečemo, igralci globalne pravičnosti, a so to zgolj države, te institucije, kakšne se njihove dolžnosti, obveznosti, odgovornosti, kakakoli to pomeni. Drugo vprašanje, ki je bilo pa tudi zelo dolgo časa nereflektirano, je pa vprašanje članstva. Kdo je član, kdo ni član? Zakaj nam ljudje umirajo na Lampeduzi pred Lampeduzom? Se pravi, vprašanje statusa, vprašanje članstva je bilo dolgo časa nekako ukvirjeno to razpravo, kjer je država vladajoča. In tudi tukaj se pa neka nova razprava odpira in te razmišljamo vse možnosti. Tako da to mi bo z mojega vidika. Jaz sem tudi decembra bom ravno s temi temami pričel moje zvanje. Če smem zelo nekaj navezati, ne? To, kar sem povedal. Zdaj, kot sem rekel,
postmoderna kot taka ima nek negativni pristop k moderni, v smislu, da v večjem ali manjšem obsegu moderno obtožuje prikrivanja dejanskega stanja. Kot da je tisti modernistični ustroj zakril, kakšen svet v resnici je. Torej, to je ta negativni del moderne, ta dekonstruktivizem, da razpremo, da postavimo pod vprašaj tisto, v kar smo verjeli. In veliko postmodernistov res konča zgolj pri tem. In vzpostavijo nek crisis of meaning, torej neko krizo pomena, ampak to ni zadost. In marsikdo gre zdaj tudi čez. Potem, ko smo to dekonstruktivizirali, potem, ko smo to razgradili, ko smo usadili to skepso med nas, naredimo to skepso, zdravo skepso in poskušamo na tej osnovi postmoderno izkoristiti kot diskurs emancipacije. Kot diskurs v tem smislu, da dejansko prispeva k osvoboditvi človeka od nekih fundamentalnih ideologij, v katere smo verjeli, da so objektivno dane. In moje razumevanje postmoderne je torej zlasti v tem, kot nek pozitiven diskurs, ki postavi pod vprašaj received wisdom, tem ne vem, ko se reče po slovensko, torej nekaj, kar smo bili pripričani, da smo verjeli, da se izkaže, da to stoji na trdkih temeljih in da skušamo v tem pozitivnem postmodernem naziranju poiskati in skupaj sestavljati te temelje. Zdaj, kako, ali bo to jaz osebno mislim, z tega vidika sem seveda monist, nisem univerzalist, da osnova je enako človekovo dostojanstvo. Odkodarkoli ga že potegnemo od Boga narave ali pa iz sekulariziranega razuma, ampak onkraj tega je pa človekovo dostojanstvo licenca za razvoj razlik, za razvoj pluralnosti in ne za ustvarjanje uniformnosti in domnevne univerzalnosti. Tako da, ampak to človekovo dostojanstvo, kot smo spoznali in te razlike in samo resničitev, jasno ponovno spet terja od posameznika, da postane na eni strani agent, da postane igralec in da v tej svoji igri se potem postavlja vprašanje, kdo so dejansko potem še člani te igre. Kot se rekel, tudi tisti, ki so utopirali v Meduzi, zakaj do njih ne čutimo nobene etične odgovornosti. Ok, zdaj bi pa jaz nekako dal še vam možnost, da se vključite v debato skozi en konkretni primer. Meni ljub je tisti primer, ker se postmodernizem nekako je tudi lahko enačaj, Matej je to nekako tudi poudaril in negiral hkrati relativizma, torej vse je relativno. Tisto, kar je bilo do prej dejstvo, je zdaj relativno, ni več tako, ni bilo več tako, kot je bilo. To je en izmed premis postmodernizma. Pa gremo na polje, bom rekel, konkretnega razmišljanja skozi neke primere, ki so mogoče nam bližni, vsakodnevno bližni. In spomnimo se, meni ljube, torej, kot sem že rekel, definicije fiskalnega pravila, če se spomnite. Ko so spraševali poslance, kaj je to fiskalno pravilo, ne? In potem smo imeli še tiskovno konferenco, kjer smo gledali, kako velik krogec tlači do mali krogec, če se pa spomnim. Sicer ni se to direktno povezano z postmodernizmom, je pa nekaj drugega in to je neoliberalizem. Neoliberalizem kot koncept, kot neka doktrina, kot nek pojav, ki okrog nas in danes poslušamo, da je to neka psovka. Je pa to sopotnik naših časov, se pa analizuje na eno zadevo, o kateri je pregovoril Matej, seveda, o tem, da je treba pozabiti tisto miselnost, ne, kako bo država poskrbela za nas in da je seveda moramo razmišljati o tem, kako bomo sami poskrbeli zase, seveda v pozitivnem smislu. Država je pa zato, da nudi neke enake ali pa postmoderna država, torej v tem širšem kontekstu supranacionalnih inštitucij, nudi neke okvire, ki so vsaj približno
deklaratorno definitivno enaki za vse, pa tudi v praksi, da se vprašajo. In moje vprašanje v bistvu gre v kontekst oziroma na vas, kdo ve, kaj je to neoliberalizem? A je to pozitivno ali negativno? Negativno. Zakaj? Povejte, zakaj? Ustvarja revščino, v bistvu. Dela hude razlike med bogatimi in revnimi. Kakšno drugo mnenje? V mojem vedenju je neoliberalizem bil odziv na deformacijo liberalizma in je poskušal vrniti k tem osnovnim klasičnim liberalnim vrednotam. Pri nas je pa seveda to prikazano čisto iz drugega vidika, tako da mislim, da je pozitivno. Kaj pa so klasične vrednote liberalizma? Prav, da je v spredju posameznik sam poskrbi za sebe in v bistvu je kolektiv v bistvu samo sredstvo doseganja nekih svojih socialnih interesov. Kaj je nasprotje neoliberalizma? Torej, vi ste rekla, da je nekaj negativnega. Ne? Torej, kaj je pozitivno nasprotje tega? Reguliran trg. Ampak zdaj, če to imenujemo skozi nek koncept, idejo, kaj je bolj to? Ok, še kakšno mnenje drugo? Demokratično. To je debata, ne, razprava. Ne? Torej, postmoderna zgodba tudi. Ne? Torej, in liberalizem in socializem ne, sta bila globalna koncepta. Ne? Če govorimo o postmodernizmu, to je isto globalna zgodba. Ne? To je vse globalno. Postmodernizem, smo se tudi pogovarjali, postmodernizem od vas v genealoškem smislu terja, od kje veste to, ker veste. Ne? Ker če sami pri sebi razmišljate, ko nekje letijo te pojmi med vas in na intuitivni ravni potem počasi sedimentirajo v nek pomen, ki ga vam prilaste. Ne? In ko vržemo neoliberalizem, se pa je to pojem, ki ima pretežno, če bi zdaj glasovali, verjetno negativno prizvok. Ampak tisto, kar terja postmoderna, je, da postavite pod vprašanje, od kje to vem, ali je to res, zakaj to drži. To je ena zadeva, ki jo postmoderna pač zahteva. Kakšna je pa povezava z neoliberalizmom, postmoderni? Lahko bi, z vidika, še nekaj treba povedati. Koncepti kot taki v postmodernem svetu se zanje izkaže, da nimajo več enoznačnega pomena. In da lahko določeni pojmi za različne epistemološke skupine, torej za različne skupine vedenja, pa za različne družbe, pa za različne države, v različnih državah imajo različne pomene. In da tudi znotraj ene in iste države lahko ljudje razumejo nek pojem, bodi si neoliberalizem ali pa integriteta, zelo različno. Možno je tudi nek pojem, ki je izvorno dober, recimo integriteta, z določenimi družbenimi praksami posem zrelativizirati, da pomeni posebno nekaj drugega. To je najprej ta metodološki pregled. Kakšen ima pa zdaj neoliberalizem tako negativno poimenovan, v smislu, kot ga recimo pojmuje in razume neka zdrava, če temu rečemo zahodna levica, bi neoliberalizem strpal v tisti del prava, ki sem prej govoril, o katerem sem prej govoril kot globalne transnacionalne korporacije, ki bolj ali manj na nereguliran način ustvarjajo svoje pravo in potem vplivajo na globalne trge in nazaj na države. V teh levih intelektualnih krogih neoliberalizem pomeni predvsem totalno, grobo, neovirano prevlado trga kot takega nad vsemi ostalimi potrebami, ki jih človek kot družbeno bitje ima. To je tisti neoliberalizem hardcore, kot ga predstavlja to levo razumevanje. In to je seveda treba ločiti od klasičnega razumevanja liberalizma. In tudi, če smo pa spet zadeva apliciramo na slovensko stanje, se je pa treba vprašati, v kolikšni meri
tako opisani neoliberalizem v Sloveniji sploh obstaja in v kolikšni meri je on kot tak odgovoren v kakršnikoli meri za stanje, ki ga imamo. Ne? V kolikšni meri imamo morda v Sloveniji totalen trg, ki je iz posameznika kot humanega subjekta, kot družbenega subjekta napravil zgolj igračko v funkciji trga in ekonomskih interesov ogromnih akterov. Moja ideja in razmislek je bil predvsem v tej smeri, ne? Ali razumemo to, kar slišimo, ne? In da se zdaj dala dva diametralno nasprotna argumenta oziroma argumente, kako sta zagovarjala z vrednostnega vidika neoliberalizem. Matej je to pojasnil v tem kontekstu razumevanja tega modernega, kako moderne evropske levice. Jaz sem pa hotel slišati od vas, ko slišimo in tudi, če vas bo to vprašal, poslušali se danes o postmodernizmu in ko vas bo vprašali jutri, kaj je to postmodernizem, ali boste vedeli, kaj to je. Ne? Vsaj približno, kaj je to postmoderna država, kakšna je ta država. In isto gre tukaj, ne? Torej govorimo o nekih terminih in ideja je, da jih približno vse razumemo. Ne? Vse ne govorimo, kdo ima prav pa narobe, ne? Ampak kar se neoliberalizma tiče, jaz hočem pa povedati to, da seveda jaz mislim, torej itak mi tega nimamo, ne? Ta država je daleč od neoliberalizma. To se uporablja psovka, tako kot se je v starih časih liberalizem, ne? Ali pa meščanstvo se zdaj kot neoliberalizem, ker mi niti osnovnih elemente neoliberalizma nimamo. Reguliran trg ste rekla, ne? Vsi smo ga imeli, ne? In kako je končal? Ne? Smo ga imeli v tej državi, ne? Pa se je slabo končalo, ne? Zdaj trdim, da nimamo neoliberalizma, imamo kar nekaj, ne? Pa se tudi to zdaj končuje, ne? Z 22 milijardami letos pufa, drugo leto jih bo 24 samo državnih, ne? Ki bomo mi plačali. Kako, ne vem, ne? Brez Darsa, pa ne vem, kaj še se živa, ne? Torej, mi smo zdaj zadolženi že tako, da, ne? Vse, ampak to je postopek, ki se ni zgodil čez noč, ne? To je trajalo, ne? Leta in leta je šlo v to smer. Izvolite. Pa vi mislite, da če bi se neoliberalizem fural čisto tako normalno, da bi bilo kaj drugače, kar se tega deficita tiče, ker jaz mislim, da to vseeno ni krivo to, da smo imeli nismo imeli neoliberalne države, zakaj smo zdaj v tem stanju, ne? Jaz mislim, da je to, kar kolega sta dala zelo lepa, diametralno nasprotna odgovora, ne? Jaz sem nekje v sredini, bom rekel, ne? Jaz mislim, da osnovna načela neoliberalizma, ko jih bomo enkrat imeli, bomo normalno funkcionirali. Hkrati pa seveda, kot družba, pa rabimo neke regulirane, bom rekel, odnose, da stvar deluje boljše. Ne? V končni fazi, ne, bom tako rekel, ko je ta neoliberalistična zgodba šla predaleč v ZDA, je potem Bush tik predno je odšel, ne, ki je bil zelo kritiziran, vemo, kakšni predsednika, ne, je naredil tisto, kar republikanci v zgodovini ne bi naredili, ker to je v nasprotju z njihovo osnovno ideologijo. Torej, šli so v privatizacijo GM-a. Oni so šli z denarjem v trg. To, kar je v nasprotju, fundamentalnem nasprotju te doktrine. Ne? Torej, da država se ne omešuje, prepušča vse trgo. Ne? Tisti svetu država da samo neke zelo ohlapne okvire. Ne? Torej, jaz mislim seveda, da je treba. In to je tudi zgodba postmodernizma. Ne? Sej, vprašanje je, kakšna bo ta postmoderna država, ki je del tega okolja. Ne? Jaz mislim, da mora biti, ne? To je neka odprta, mora temeljiti na, in to je konceptualno, kaj je razlika. Ne sme temeljiti na regulaciji tega, ampak mora na liberalizaciji temeljiti, hkrati mora imeti pa elemente tega, ne? Torej neke regulacije, ne? Zelo jasno spostavljene mehanizme. Ne? Vse v končni fazi, to zdaj ugotavljamo tudi v Evropi. Ne? Poglejte, kaj se zdaj dogaja. Bančna unija, ne? To kot nadgrad imeli smo na evroobmočje, pa smo videli, da se je dalo znotraj tega početne umnosti. Ne? In zdaj neka bančna unija, ki pomeni zelo močno centralno regulativo v evroobmočju. Z vrha, zato ker se je izkazalo, da je bilo preveč prepuščeno. Ne? In potem so bile velike deviacije znotraj posamičnih držav. Ne? Torej, tu je v bistvu vprašanje, in jaz mislim, da tudi vprašanje postmodernizma je, ne? Nekega razmerja, nekega balansa, eno zgodbo in drugo zgodbo. Ne? Kje je tisto ravnotežje? Ne? In zdaj pač stvar je zelo preprosta. Ne? Sej,
vprašanje zelo enostavno, zakaj v Avstriji lahko stvar deluje, pri nas pa ne. Isti Štajerskega po naglasu sodima, ne? Torej, zakaj je tam tako, zakaj je zdaj 14,000 ljudi iz Štajerskega tam dela, pa še več, ne? Pa imamo podobno kulturo, zgodovino, a ja, mi smo imeli 100 let ene druge države mesta, ne? Mogoče je to problem, ali pa 80 let. Zdaj to se ravno mislim nadaljevali v bistvu, da če smo sploh, ko smo v tem abstraktnem smislu tudi govorili, če smo sploh mi kot ljudje pripravljeni na neoliberalizem, tu zdaj. No, pa, zdaj, pustimo, neoliberalizem je preveč nalovdan pojem, ne? A veste, ima dva posameznika o njem že različno mislite in je kontaminiran pojem, ne? Tisto, kar mi moramo živeti in ker smo si to zapisali v ustavo, je liberalni koncept naše države, ne? Pustimo te neoliberalizem. Neoliberalizem pomeni totalno neregulirane trge, če želite, če vzamemo najbolj radikalno. Tega nimamo in tega se ne želimo. Smo si pa v ustavo zapisali, da bomo imeli državo, ki temelji na enakem človekovem dostojanstvu, na svobodi posameznika in da vse pravice izhajajo iz tega liberalnega temelja. In predpostavka vsega, ali pa generator tega, je pa seveda tudi ekonomska svoboda. In tisto, česar mi nimamo, ne? Mi nimamo, jasno, nimamo neoliberalizma, ki je en ekstrem, imamo pa na drugi strani nekaj, kar je pa drugi sistem, je pa totalno korporativistično upravljanje gospodarstva in države. Pri nas je ekonomska svoboda zreducirana na minimum, s tem pa tudi vsakršna vaša svoboda v smislu civilno-družbenega, da ne rečem političnega udejstvovanja. Pri nas imamo korporativen sistem, kjer ima država konkretno ekonomsko moč, več kot 50% na tistem delu gospodarstva, ki se še ni stopil, potem pa še številne fakcijske skupine, ki obvladujejo dele družbe, ponavadi posredno ali pa neposredno, posredno ali pa neposredno vezane države, ki neposredno vezane na državo in te fakcijske skupine onemogočajo, da bi demokratični politični proces sploh tekel tako, kot smo si ga zapisali v ustavo, se pravi na liberalnih osnovah. In to je naš problem. In to seveda smo privlekli, za razliko od Avstrije, ki je v nacističnih časih imela najbolj izdelan korporativističen sistem, katoličko korporativističen sistem se ga rodil in bil še izseljen v fašistično Italijo. Oni so s tem upravili, mi smo pa tisto cepljenost tistih dni potem cepili na specifičen totalitarni komunistični režim. Danes imamo pa v najlepšem postmodernističnem smislu totalno zmedo, kjer pojmi ne pomenijo več nič, ker se nismo nikoli, in se tudi več ne moramo, ker so se avtoritete razpršile, ker nimamo več nikogar, ki bi nas poenotil okrog nekih konceptov. Razumete? No, v bistvu to sem jaz hotel povedati pač na primeru neoliberalizma, da v bistvu se meni zdi, da mi kot ljudje nismo pripravljeni to, ker pač nismo šli čez to razvojno fazo. Vse, če pogledamo, v bistvu je Hrvaška, pa vse te južne države, južnega Balkana, dobro, razen Grče, pa tega, pa bivša Sovjetska zveza, se v bistvu vse po podobnem principu zdaj kolapsirajo, ne? Če tako pogledamo. Pač niso šle čez to fazo, ki pa pač po mojem mnenju niso bili mentalno pripravljeni. No in zdaj, in s tem se strinjam, moje ključno vprašanje je, zdaj kako s takšnim socialnim kapitalom, ki še vedno za rep lovi moderno, če hočete v političnem, ekonomskem in pravnem smislu, kako s takšnim socialnim kapitalom v družbi eksistirati v postmodernem svetu. A veste, mi se lahko, ko sem glasili za demonstracije, še nekako aktualne, ne? Mi se lahko vseh 2 milijona postavimo na kongresni trg v Ljubljano, pa demonstriramo za socialno državo. Ampak ta, nažalost, od nas 2 milijona ni več odvisna. Ni več odvisna, ker država ni več celica, ki je odvisna sama od sebe, ampak je odpeta v celoten ta globalni ustroj. In če se mi postavimo na glavo, pomahamo enkrat s takimi enkrat drugačnimi zastavami, mi ne bomo ničesar več spremenili, ampak se moramo naučiti, se moramo sposobiti do te mere, da bomo znali igrati globalno igro. Mi pa, če si pogledate danes okrog sebe, ne znamo igrati niti normalne domače politične pa ekonomske igre. In to je, kot tako pravite, refleks celotne nekdanje vzhodne Evrope, s tem, da
je določene države vzhodne Evrope očitno potem, kako tudi ekonomsko in pravno delujejo, prej srečala pamet in so prej izgradili nov socialni kapital in so nas zdaj prehitele po desni, ne? Kolega? Eno tezo sem hodil postaviti, bom tudi vprašal, pa recimo, jaz sem gledal velike krize, so se pojavljali ciklično. Po vsaki veliki krizi se je spremenil, ali je šlo v deregulacijo, ali je šlo pa v preregulacijo. In mi smo po zadnji veliki krizi šli v preregulacijo, sprav cel svet je začel vse ekstremno regulirati. Če se zdaj navežem na to, a je možno, da je postmoderna, se pravi, da bo zdaj odziv to, da bo odziv na to preregulacijo in da bo šlo spet nazaj v rečemo temu, manj reguliranje. Jaz mislim, da sploh želja je že v te preregulacije, ampak tisto, kar postmoderna v političnem, ekonomskem, pravnem smislu kaže, je to, da je vse več akterjev, ki jih na državni, pa tudi na evropski ravni v te regulacijske mreže sploh ne moramo ujeti. A veste, ker imamo Evropska unija, gledajte, to je 500 milijonska tvorba. Rekli smo, da gremo v Evropsko unijo za economy of scale, pa za politics of scale. Večji bomo, bolj smo moči. Ne? Ampak ta Evropska unija je naslednjič sama finančno odvisna od nečesa, čemu rečemo globalni finančni trgi. Pa je 500 milijonska tvorba. Ne? In mi zdaj še ne vem, kako reguliramo, ampak kapital je gibek, se premika sem ter tja. Tako da jaz mislim, da z regulacijo, tudi če bi želeli preveč regulirati, z regulacijo teh ciljev ne bomo več dosegli. Kolega, še od deregulacije? Ne, tako kot prav kolega Črnče, z rešitev je neka prava mera in iskanje novih konceptualnih in teoretičnih rešitev. Svet se je spremenil. Moderna je tudi tako razmišljala. Ne? Moderna je razmišljala, da človek s svojimi obstoječimi idejami in teorijami lahko regulira svet. Torej, da je najprej človek ideja in potem se svet temu spremenil. Zdaj pa, če malo nastan se pa nam dogaja to, da se je svet spremenil hitreje, kot so naše teorije, naši koncepti lahko te spremembe sploh zapopadajo. In mi še danes v tem svetu operiramo s koncepti, ki več ne odslikavajo, niso zmožni adekvatno zajeti družbene realnosti v nas. Torej, pojem demokracije je na nek način zastarel. Pojem pravne države kot tak, v klasičnem smislu je zastarel. In ga bo treba na nove osnove zaslikati. Mogoče sam staviti dva. V bistvu govorili smo predmoderni ali pa socializmu. Ta koncept se je včas sidel v ljudi, če budemo skorili pač v slovenskega človeka. Prej smo govorili o liberalizmu, neoliberalizmu, mi nikaj nismo prišli do tega, da bi posameznik čutil kot svojo, da je ekonomska aktivnost posameznika praktično tudi njegovega dostojanstva, če hočete. Se pravi, jaz mislim, da tega slovenska družba pač ni dojela. Zdaj pa bi mi enega človeka poprečnega, ki je bil toliko let, da desetletji živel s konceptom, da mu država pomaga, se pravi, nekim paternalističnim konceptom, je seveda spraviti v postmoderni svet v bistvu zelo težko. Zdaj, če pogledamo posameznika, na primer, ki ponovali na to, da ima socialno varnost, da ima trajno zaposlitev, zdaj ob tem, če mu ti to v bistvu vzameš, pa mislim, da im pravne smisla, da v ekonomskem smislu, ker tega ni več in potem država ne more plačevati več to pač vse zadev, se pravi, socialna varnost in tako naprej, je seveda tudi verjetno tisto osnovo, kar pravite, se pravi, človekovo dostojanstvo, tudi je tukaj v bistvu omadeževano, oziroma ga ni več, zdaj pa kaj ponuditi človeku v tej postmoderni družbi. Zdaj v neoliberalizmu oziroma liberalizmu, če bi se čas razvit, bi mu ponudil verjetno ravno to, da je to njegova ekonomska svoboda. Pravi, da imaš ti možnost kreirati, da postaneš nekaj, da imaš možnost sam sebi zagotoviti delo in delovno mesto in da imaš možnost tudi drugim zagotoviti delovno mesto in njegovo mesto v družbi. In ta koncept v bistvu kapitalizma, ki je nekako bi morali v tej smeri se seveda zdaj pri nas preden se začel sploh postavljati v bistvu porušil. Zdaj, v okviru tega
imamo seveda problem ne samo pri nas, ampak tudi v Evropski uniji. Zdaj, če pogledamo te dokumente, ki Evropska komisija pripravila za naslednjo finančno perspektivo 2014-2020, vidimo, da so določenimi regulativami tudi precej zamujali. Ravno zaradi tega, ker so pač države imele problem, soglasili se o tem, kaj se bo pa v prihodnji finančni perspektivi, ki pa v bistvu, če bolj bo posegala v to postmoderno družbo, kaj financirati, s čim v bistvu začeti spodbujati, a je to zdaj, ti koncepti so potem bili v bistvu v zadnjih 2-3 letih so se pogovarjali, zdaj, če pogledamo, vidika Slovenije, pa koliko jaz sem pač nekako to let, zdaj pri nas ne bi šli v krepitev raziskav tehnološkega razvoja inovacij, predvsem pa povečane konkurenčnosti malih in srednjih podjetij. Redo, se pravi, če mi pogledamo malih podjetij, mikropodjetij, mislim, da je v Sloveniji po 93%. Se pravi, izjemno veliko. Vprašanje je, ali se ta podjetja, tista, ki v bistvu v veliki večini živijo še vedno, da tako rečem, prislovnjena na državne jasline, ali je to nek tista podjetja, ki imajo neko predispozicijo v zagon, ki bo temeljil na tem ekonomski svobodi in svobodi po ustvarjanju. Hočem reči, v bistvu določene smeri razvoja se bodo pačli v prihodnosti, ampak mislim, da to zelo težko bo to skupaj držati, ker kdo bo skupaj držal. Zdaj, država, Evropska unija, Evropska komisija, mislim, to sem pač želel bolje posebno. Imate prav, in s tem, da ste me spomnili še en element, ki ga nismo izpostavili, kateri sem mislil, da bo zapravo kolega Črnčec omenil. Gre za to, da spet najbolj na filozofski ravni se zadržim, postmoderna ne zahteva svoje totalizacije, ne zdaj vse postmoderno. Postmoderna dopušča, da so določeni elementi sveta še vedno predmoderni ali pa moderni. In to se pravzaprav vidi tudi, če hočete, v ekonomskem in geostrateškem ustroju sveta, ker medtem, ko se naš zapad bori in se ukvarja z transnacionalnimi akterji, kot sem jih prej naštel, globalno administrativno pravo, globalni lex mercatorija, mednarodno pravo, mednarodno globalno pravo, supranacionalno pravo, imamo pa hkrati v določenih delih sveta pravzaprav neprecedenčno krepitev države. BRICS. Povejte vi Kitajcem, da oni živijo v postmodernem svetu. Povejte vi njim Kitajcem, da je država zamira. Ali pa Indiji. Ali pa tudi Braziliji, Rusija ima svojstven primer. Tako da, z vidika slovenskega človeka kot posameznika, pa Slovenije kot politične skupnosti, smo mi nekako v mlinčku zapoznelega modernizma, kjer prihajajo na dan nove geostrateške sile in v bistvu os sveta premikajo na vzhod in tukaj izgubljamo in bomo v ekonomskem smislu zelo težko tekmovali z državami, ki so demografsko izjemno propulzivne, ki so mlade, učljive. Potem na drugi strani imamo pa vsta transnacionalni globalni okvir, ki pa tudi igra svojo igro. Sami smo pa v nekem temeljnem oziru še izrazito predmoderni, lovimo moderno za rep in v tem smislu radikalno postmoderno. Tako da, to je ta kompleksna situacija, v kateri se pravzaprav naša politična skupnost nahaja in ta na najširšem, na najbolj abstraktnem, na najabstraktnejši ravni, in tudi na najgloblji ravni, verjetno lahko tudi pojasni, zakaj pravzaprav ne moramo, ne najdemo v tej državi toliko družbene pa politične moči, da bi odpravljali ekonomske probleme, ki so se njima premadali. Tudi to je, jaz mislim, da en kamenček v mozaiku te celotne zgodbe, ki se danes trudijo opisati. Hvala. Če še zagrnim, večer
zelo na kratko, pa kot uvod v naslednji mesec, ko bomo imeli podobni dogodek in bo Matej v obrnjeni logi, če se prav spomnim, pa bo lahko še bolj kritičen kot jaz do njega do nas. Če se spustim spet dol, bi rekel tako, kaj je problema, ne? Globalna kriza, ki zares nikoli ni bila globalna, bila je kriza zahodnih demokracij ali pa zahodnega kapitalističnega sistema, pa smo poslušali o globalni ekonomski krizi, ta kriza ni bila na Kitajskem, ni bila v Indiji, ni je bilo. Kitajska ima 20 let že 10% rast. Torej je kriza zahodnega kapitalizma, ki zdaj recimo, da nekako uspeva se postavljati na noge, ali bo to tisti dvojni V in tako dalje, pustimo te debate. In znotraj tega, torej krize zahodnega kapitalizma, je Slovenija najslabša. Mi smo v družbi Grčije, po vseh parametrih. In kar je groza, zapitek prihaja zdaj, stesi in z naslednjim letom. In takrat se bo ta korporativistični, kakorkoli sistemi, ki ga imenujemo v Sloveniji, ta fake kapitalizem, ki smo ga živeli zdaj 20 let, se bo sesul. In kaj bo iz tega ratalo? Bo to nekaj postmodernega, ali bo nekaj ne vem kakšnega že, ne vemo. Dejstvo pa je, da če pogledamo številke, in to je mogoče tista moja tema, in o tem bomo več govorili potem čez en mesec, leta 2008 smo mi dali iz proračuna 300 milijonov za obresti, za kredite, pa 700 milijonov je bilo subvencije za pokojninsko blagajno. Pa imeli smo 120 tisoč več zaposlenih naših državljanov, pa 60 tisoč naših, pa 60 tisoč, torej je bila manjša brezposelnost, pa 60 tisoč je bilo tujcev za dovoljenje. Vsi ti so dali pokojninske prispevke, zdravstvene prispevke, vse te prispevke. Leta 2013, torej 5 let kasneje, pa pustimo dinamiko še vmes. Je pa seveda tudi pomembna, zato ker ko je to začelo odpadati, smo mi imeli kredite, da smo to flikali. In zdaj smo na situaciji, da bomo letos dali približno milijardo za obresti, pa milijardo pa pol za penzije, iz te iste blagajne. Torej 2,5 milijardi od 9,5 milijard proračuna gre za to, leta 2008 je prišla milijarda. Torej samo milijardo pa pol je tukaj razlike. In v tej sliki je ta proračun več kot milijarde v minusu. Torej še vedno smo za milijardo čez tisto, kar ustvarimo. Ob tem, da nimamo luči na koncu tunela. Mi nismo zaštartali gospodarstva, mi nismo več, imamo investicij, ki bojo potegnili zgodbo naprej. Torej, in smo šli iz takratnih 8 milijard državnega pufa na 22. In da drugo leto preživimo, rabimo še vsaj milijardo do 2 dodatnega pufa, da pokrijemo luknjo, plus 3 milijarde za refinanciranje, kar jih je 5, kar pomeni, da bo še dodatno obresti naraste. Regulirana država je to. Ja, to je pa zdaj slika regulirane države, kaj pomeni, ne zagovarjam, jaz ne zagovarjam tudi regulirane države. In to je ta situacija, in kaj bo nadaljevanje te zgodbe bomo videli, ampak očitno se je nek tak koncept, kakršenkoli že je bil, ne vem, se je izpel, torej čas bo za nek postmoderni koncept, in gospodarski, in politični, ne vem še kakšen. Vprašamo pa nadaljevanje te zgodbe, pa ne vem, jaz pa vseeno mislim, da na koncu neka iniciativa, torej posameznika večja, je definitivno boljša kot pa polna regulacija države. Ker to je zdaj drugi poskus, da bom rekel, tistih, če dam 50 let, pa nekih 20, kjer je država bila tako močna, takrat je bila proforma, tle je bila, bi rekel, prikrita, in se je vahati izkazalo za katastrofalno. In zdaj zapitek pride naprej. Jaz nisem za regulacijo samo v tem smislu, da bi treba se vse regulirati od pa nas imamo pač ta nek talent, da zmeriti dobre firme, recimo, da se politika to potika v tukaj pač recimo v kako portele, če gledamo nazaj, lito stroje,
Vse take separatne konje, ne? Uničati, ne? To je pač napačno razumevanje korporativnega upravljanja, ne? Ker ni meritokratski načel. Če bi bila država lastnik, se to ne dogaja. Ne vem, če je to tako, no. Jaz tu vseeno pravim tako, ne? Če imamo mi meritokratska načela, torej načela kadrovanja po nekih pravilih, kaj je sesulo zgodbo slovenska? Vse je stvar čisto preprosta, v enem stavku. Zato, ker je nekdo mislil, pa teh je bilo 10 pa 15, da včeraj je bil občinski uradnik, danes je postal menedžer pivovarne Laško, jutri bo pa imel milijardo tega premoženja, ki mu je dala kredit za njega državna banka in on je to odplačeval iz denarnega toka te firme. To je zgodba slovenska. Se ni bila naša slovenska zgodba. Se to smo pobrali z orec vdune, se zato je tudi drugeto. Ampak to je to. In zdaj to je ta rezultat, zadeva se ni išla. Zelo preprosto povedati. Ni se išla. Maste pa na drugi strani Krko, ki ima tudi velik delež državnega premoženja, ta stvar deluje, ne? Sam v osnovi vse velja, tudi sami da se veste, da meritokracija, ko delate vi v svojem imenu in svoj račun, zelo dobro pasite nekaj denar. Državni denar je pa vedno denar nekoga drugega, denar davkoplačevalcev in ker to ni vaš denar, se z njim dela mnogo bolj prosto. Tako da v osnovi je vedno, mislim, da zasebna sredstva so tista, ki mnogo bolj poskrbijo za meritokratskost, ker če ne poskrbijo za meritokratskost, vedo, da se bodo ta sredstva izgubila in da jih ne bo nihče nadomestil. Ko pa država zapravi svoje premoženje, pa ve, da jih bo spet nadomestil nihče drug kot ubogi davkoplačevalec. In to je problem celotne, ni problem celotne zgodbe, to je eden od problemov v slovenskem ustroju funkcioniranja demokratične in pravne države in tisto, kar je kolega postavil, pa je na koncu mindset. Mindset državljana, ki hodi po slovenskem teritoriju. Vprašanje je, če je ta mindset, s tem smo tudi začeli, s tem se mene tudi pričamo, s tem, kot se želoči dovolil. Vprašanje je, če je bil ta državljan kdaj demokratično ozaveščen, takrat, ko je vzpostavljal to državo, vprašanje je, koliko je v 20 letih se ta demokratično ozaveščenost v najširšem smislu okrepila in koliko je ta patologija, ki smo v ekonomskem smislu pravno deležni, ravno rezultat te neozaveščenosti in specifičnega mindseta slovenskega človeka. Zato glede na to, da jaz moderiram, lahko nadaljujem, pa končam. Moraš. Torej, kje je ključni problem, kot ga jaz vidim tudi za naprej, za vse nas, ki nismo produkt tega, je naš šolski sistem. To je to, zelo preprosto. Šolniki strajajo in strajkajo za status quo, jaz sem ulica v osnovni šoli, pa vem, kako je katastrofalno. Razredi so manjši kot kadarkoli prej, učitelje pa več kot kadarkoli prej. Prva zgodba. Druga zgodba pa vsebinske narave. Ali učitelji v osnovnih srednjih šolah učijo naše otroke, da bojo takšni državljani. Da razumejo, da niso več en sistem, pa je to zdaj drug sistem, da je treba tako, pa seveda starši vsi, pa na drugi strani problem, ki bi se radi, da imajo petke, in potem so učitelji konformistični in dajo vsi petke, da so vsi odlični. Proti njih, to je res. Ja, jaz ne bom dal 80. On ima, a to veste, kako ima ocenjevanje, on ima polovičko, da vedno na račun prisotnosti, na predavanjih in nekje četrtina je pa negativnih, vse je v prvi rundi. Vse to je povedal, ni? To je posloverno. Šalim, lep večer vsem skupaj.